Ja, Marko Milič počasi prihaja v naš studio Zmago. Takrat so se karte začele prodajati v ponedeljek zjutraj. Ja, lepo pozdravljeni, Marko. Najprej en globok poklon ob tej vaši karieri in koncu, zaključku. Je bilo danes tudi kaj solze prisotne, ko so vam dvignili tale dres in ko ste morali reči konec karieri, ki je trajala več kot 20 let, govorimo o profesionalni. Ja, glih kome sem se zadržal. Večji poklon sicer Zmago, tukaj mene košarkarsko naredil, tako da, ampak vsem hvala za čestitke. Po dolgem času je fino videti spet dosti polno dvorano, veliko prijateljev, ki jih nisem videl, ko sem se zadnjih par let po daljnih deželah Kuvajtu, Bajranu igral, tako da je fino biti spet doma. Je pa lej, 3 otroke, žena ne pusti več, zato hodam po svet, moram malo tudi familiarne dolžnosti doma upravljati. Pod taktirko Zmaga Sagadina ste nekako uspeli, zasloveli, odšli v Ligo NBA. Mnogi košarkari so za Zmaga govorili, da je bil izjemno strog, da ga niso marali takrat, ko so pri njem trenirali. Kasneje so se mu pa nazaj zahvaljevali, češ, če ne bi bil tak, ne bi uspeli. Kako je bilo z vami? Je tudi vas moral kdaj priganjati, recimo. Vsaj pri hrani sem slišal, da vas je bremzal. Tam me ni bilo treba priganjati. Tam me je bilo treba bolj nazaj držati. Doskrat Zmago mi je v ključnih letih vzel, ko sem praktično iz mulčka neformiranega v Kranj prišel. Me nisem na igrišču, ampak tudi normalen, ko fanti pride tako v veliko mesto, dobijo avtomobile, neke štipendije, svobodo, hitro te glava lahko gre po svoje, tako da tukaj me je pomagal izoblikovati osebnostno siguran in tudi večkrat kasneje, ko sem bil tujc, ko si pa tujci pa doskrat sam, sem si v glavu ponagal, kaj bi Zmago v taki situaciji naredil, ko je bila kakšna krizna, tako da zato sem njemu zelo hvaležen. Kakšni pa so danes občutki, ko ste rekli slovo nečemu, kar ste praktično delali celo življenje? Je bila odločitev težka? Odločitev je bila težka. Sem vesel, da sem lahko sam se odločil, kdaj nekam, da me ni kakšna poškodba ali pa kakšen drug faktor recimo k temu prisilil, tako da hočemo tudi, če naprej ostati v taki ali pa drugačni vlogi povezan s košarko, tako da ta odločitev ni bila tako težka, ker samo znotraj košarke pač nisem več profesionalna košarkaš, ampak kjerokoli drugo funkcijo opravljal pač v najlepši igri za mene, kar obstaja. No, prav to sem vam želel vprašati, kaj boste delali v prihodnje. Vem, da ste trenutno taksist s svojim 3 hčerkam, ki aktivno igrajo tenis. Kaj imate še kaj drugega v planu, recimo poslovilna tekma mogoče? Poslovilne tekme niti nisem v planu. Danes je bilo to tako lepo, da smo se poslovili z navijači pa s prijatelji, da je bilo to dosti. Zdaj, da bi nekaj poslovilno tekmo delal za svoj ego, samo da še enkrat pomaham, pa dobim aplavz. Ne, če bi imela kakšna taka tekma, kakšno dobrodelno zgodbo, ne samo za mene, ampak veliko fantov se je nažalost še večja imena kot jaz preveč potih poslovil, tukaj predvsem mislim Nesteroviča, Smodiša, Bečiroviča. Bi se pa dal kakšen spektakel organizirati bolj za navijače, ampak z današnjim slovesom sem več kot zadovoljen. Res je bilo lepo. Hvala lepa, Marko Milič, še enkrat čestitke za vse, kar ste naredili in srečno v naslednji karieri. Mi gremo na oglas.